Delegat Avtomoto zveze Slovenije gospod Gregor Žigante, glavni sodnik gospod Gregor Tomažič ter direktor današnje dirke gospod Gregor Aranšek. Takole. Spoštovani, tu so današnji tekmovalci, današnji vozniki, ki bodo prišli tule v spremstvu najmlajših. Pojdimo kar lepo po vrsti. Najprej štartna številka 1. Daniel Klima, Češka republika. Letnik rojstva 2002, član Unitarno in Marketa Krage v Češki ekstraligi. Številka 2, Ravno Krško, tu je Matic Ivačič, Slovenija. Aktualni državni prvak, letnik rojstva 93, član Speedway tima iz Lendave. Številka 3, lanskoletni zmagovalec pokala Franca Babiča, Jakub Jamrot, Poljska. Letnik rojstva 91, voznik rojen v Tarnovu. Letos vozi za Ribnik v drugi poljski ekstraligi. Štartna številka 4, Anže Grmek, Slovenija. Aktualni mladinski državni prvak, letnik rojstva 2005, letos vozi za Žešov v drugi poljski ekstraligi. Številka 5, iz Nemčije prihaja Max Dilger. Voznik klasičnega podobi dolgoprogaškega Speedwaya, letnik rojstva 89. Štartna številka 6, to je aktualni zmagovalec zlatega znaka občine Krško, Nikola Skovati, Italija. 5-kratni argentinski in 7-kratni italijanski državni prvak. Številko 7 nosi William Dreyer, Danska. Letnik rojstva 2005, že kar nekajkrat tudi na Gubcu, tako na dirkah kot tudi v pripravnem obdobju. Številka 8, naš domačin AMG Krško, Luka Omerzel, Slovenija. Prvo dirko je pripravljeno 2015, sedaj pa 2 sezoni ponovno aktivno v dirkaški karavani. Številka 9, Adrian Gala, Poljska. Voznik Vedože Dansk v drugi poljski ekstraligi. Gremo naprej, številka 10, rečemo mu brkati mož, tu je popularni Michele Paco Castagna, Italija. Letnik rojstva 94. Edinburgh Monarchs je njegov klub v drugi angleški ligi. Tudi letos član Grand Prix Challenge, ki bo odpeljan v Pardubicah. Številka 11, Rikards Ansiesulis, Latvija. Uspešno je branil vode AMG Krško v lanski sezoni prve češke lige, sicer pa vozi za mladinsko ekipo v poljski ekstraligi. Sedaj pa, spoštovani, tu je številka 12, tu je domači matador Denis Štoj, Slovenija. Prav posebna priložnost danes za Denisa, namreč Denis letos praznuje 30 let aktivne dirkaške karijere. 30 let je Denis Štoj že aktivni Speedway, zdaj vam velik aplauz. Septembra 1994 je bil v Krškem odpeljal prvo dirko in njegovi zvesti sponzorji in navijači, katere bom prebral malce kasneje med eni izmed pauz, so Denisu prispevali denarni znesek 1000 evrov, zares en lep dar. Hvala vsi, damo še en velik aplauz za Denisa Štojsa. Tudi klub AMG Krško pa bo seveda svojega voznika primerno nagradil. Gremo naprej, tu je številka 13, tu je rekorder Krške steze Francis Gust, Latvija. Letnik rojstva 2003.
Za Wroclaw letos vozi v poljski ekstraligi tudi mladinski ekipi Wroclawa je Francis. Številka 14, Jan Macek, Češka. Član Markete Prage v češki ekstraligi in pa član Koprivnic v prvi češki ligi. Številko 15 nosi Lars Skupien, Poljska. Vezni Krojstar 97, član Opol, zaenkrat ima peto povprečje v tretji poljski ligi, zbira 2,11 točke po dirki. Po vožnji torej. Številka 16, njegov klubski kolega iz Poljske, Robert Chmiel. Tudi Chmiel izjemno uspešen letos v tretji poljski ligi za Opole, sedmo povprečje 2,09 točke po vožnji zbira Robert Chmiel. Sedaj pa še v rezervi, številka 17, prva rezerva Nicolo Percotti, Italija. Član motokluba iz Dolinga, seveda pobratnega društva Ande Krško. In pa številka 18, današnja druga rezerva, Nemec z krško licenco Julian Kuni, Nemčija, Slovenija. 20 let bo letos dopolnil Julian in seveda drugo sezono brani barve Ande Krško. Takole, spoštovani, vse je pripravljeno za himno Republike Slovenije v a cappella verziji od poje Klara Moškova. Ne vrat leso
nastopa Banko Stanka in vsi ostali štartniki z namreč gre za edinega za naše del, ki se je uvrstil v finalne kvalifikacije za Grand Prix 2025. In če skupaj Macek, Hmelj in Pust. Dai, ovaj tu. Crveni je žuti. Torej imamo voznike Macek, Kastanja, Ivačič in Kovati, vožnja številka 6.
Denis Štojs, pred nami je osma vožnja.
Scena A, Anže Grmek je na B, Pato Kastanje na C in Vija Drejer je na poziciji D. Torej bo vožnja številka 12. Macek in Kuni so v razliki 13. vožnje. Slovenski obračun, teda 14. vožnji Ivačič, gost Marcel Anciasulis.
petih točkah ima Tico Logar zmagal v tej 18. vožnji, torej z 8 točkami bi še lahko v teoriji računal na uvrstitev za Baničev pokal. Poglejmo, Gala, Ivančič, čestitke torej Viljemu Drejerju za zmago na letošnjem zlatem mestu občine Krško. Adrian Gala je že sigurno na drugem mestu. En aplavz za Matica Ivančiča. Mišo danes najbolje popravil Matico, končal je pri šestega. V teoriji lahko še tudi do tretjega mesta za zlati znak. Še vedno v borbi za Baničev pokal. Na A je Dilger, na B je Macek, C Ancije Sulis in na D Anže Grmek.
škoda, lepa borba, velika želja Anžeta Grmeka. Beležimo rezultate 20. vožnje, torej 3 točke za zmago. Beležimo izide prve polfinalne skupine, torej prvo mesto, Pako, Castagno, Italija. Pako, seveda pa hitro se pripravi na finale. Na drugem mestu, številka 15, Lars Skupje. Na beli poziciji C, številka 13, Francis Post. In na lajni poziciji D, številka 3, Jakub Jamrok. Ponovno, štejete samo prvi mesti. Mislim, da se nekaj zgodilo z motorjem, sprede se bitka preko. Jamrok vodi pred galom, Skupje na tretjem mestu. Škoda za Krista, mislim, da se nekaj zgodilo z samim motorjem, ne več podeloval motorja. Zadnji zavoj, zadnja priložnost. Tokrat šteje samo zares prvo mesto. Kdo ga bo osvojil? Anžet Grmek, Jakub Jamrok, Adrian Gala, Pako, Castagno. Veliki finale. Zadnji krog,
Polske, zmagovalec pokala Franca Babiča. Na drugem mestu Kvakoga stanja Italija. Na tretjem mestu damo en velik aplauz za najboljši trim. Tujano, tujega stanja in na tretjem mestu Italija. Odlične predstave. Dajmo še enkrat aplauz zmagovalcu Jakobu Jamoru. Tu je zelo priljubljenih Kvakoga stanja. Hvala na tujega stanja, Veliko Britanijo, na tekmovanju 3